Pa, ko se začne zdravljenje, kako se to zgodi? A starši pripeljejo otroka ali otrok takrat se zaveda, da ima težavo? Tako malo me zanima, kakšen je postopek na začetku. Ja, to je dobro vprašanje. Ali je prisiljen tja prideti, nekega starši? Ja. V bistvu nekako v celotni, ko bi rekel, otroški psihiatriji zelo redko se zgodi, da otrok sam reče ali pa mladostnik, da rabi pomoč, in tudi tukaj je dostikrat, da jih pač starši, dostikrat izključno jih starši pripeljejo, oziroma ali da pa recimo pediater pobudo, starš, šola ali pa kakšni trenerji ali pa učitelji recimo športne vzgoje, nekdo da pobudo, skoraj nikoli ni to otrok, kar je v bistvu tudi del te bolezni. In zakaj je ta bolezen tako nevarna, je, da v bistvu oseba nima uvida, ni kritična, tudi v bistvu odrasli tega, se pravi, da se ne zavedajo narave svoje bolezni, da se ne zavedajo posledic, kvečemu si želijo posledice, se pravi, posledice bolezni, da hujše, oni si tega želijo, a ne? In pol mi to želimo odvzeti, a ne? Pri otrocih pa mladostnikih pa tega sploh še ni, ker še niso, ko bi rekla, toliko zreli, toliko, da bi to razumeli, in je potem vse praktično skoraj da kot ena prisila. A ne? Ampak v bistvu pri otrocih pa mladostnikih ne moramo čakati, da bodo ratali motivirani, ne moramo čakati, da bodo dobili ta uvid, a ne? Ker se prihajajo res telesno ogroženi, podhranjeni, dehidrirani, in jih je potrebno v bistvu telesno zaščititi, rešiti. Zakaj pa dehidrirani? A pijejo tudi ne vode? Kakšni tudi se bojijo vode, ne pijejo, imajo zelo majhen vnos in praktično v bistvu ko se v bistvu ta stradanje začne, gre lahko oseba tudi v nek proces kaheksije, kar je v bistvu zelo nevarno, da tudi ko začne jesti, hujša. A ne? To je ena taka zelo nevarna točka, ker v bistvu, se pravi, če ti prideš v en proces, če tvoje telo se zažene v proces katabolizma, se pravi razgradnje, a ne, se pravi, sploh otroci, ki v bistvu rastejo, se razvijajo, a ne, to je tisto, ki recimo sine pride pa iz praznice v hladilnik, a ne, rabijo, imajo ful večje potrebe, ker pač morajo zrasti, a ne, če pa otrok v tem obdobju neha jesti, je pa še toliko bolj nevarno, a ne, in če mi želimo ustaviti, recimo sploh padanje teže, mora oseba pojesti 10% več hrane kot sicer, če želimo pa, da še nadoknadi izgubo, mora pa še 10% več pojesti, a ne, zdaj pa, če si predstavljamo, da se oseba blazno boji hrane, a ne, da pa zdaj ga prisilimo, pa da bo pojedel pa toliko več hrane, je v bistvu zelo, zelo težko. A ne. Pol, tudi sami se na neki točki ustrašijo, ker rečejo, pa jaz sem začela jesti, pa teža kar še pada, to je tista nevaren del. A ne. In tukaj jih je treba pol nekako zaščititi in jih praktično dati na čisti počitek in, ko bi rekel, en postopen režim prehranjevanja. Ja, kako pa začnete recimo proces, ker predstavljam si tisti otrok, ki ne, oziroma mu godi ta bolezen, ne, se pravi, dobiva rezultate, ki si jih želi, vi mu pa rečete, da mora začeti jesti, pa reče ne, kako se tega lote? Ja, v bistvu ta telesni del, pa ko bi rekel terapevtski del, nekako potekata z roko v roki in en brez drugega ne gresta, a ne, da bi v bistvu otrok sledil, razumel, ga je treba včasih tudi najprej nahraniti, in tukaj v bistvu vključimo starše. Starši so, ko bi rekel, ključ do rešitve, a ne, mi vedno rečemo, nikoli niso krivi, da je do tega prišlo, so pa blazno izjemno pomembni, da vzpostavijo redno hranjenje, a ne. Vedno poskusimo, se pravi, najprej z rednimi obroki, jim damo tudi v bistvu jedilnike, začnemo vedno postopoma, ker je tudi nevarno, da bi prehitro začeli preveč jesti. In v bistvu, ja, ni tako enostavno, kot se sliši, to je izjemno naporno, ko ti otroku recimo pri 14 reče, da ne je več, a ne, kar je v bistvu bilo nazadnje, recimo, ko je bil, ne vem, da si se ti matral otroka nahraniti, ko je bil star, ne vem, pol leta, 1 leto, a ne, in v bistvu, če se starši odločijo, če starši vidijo, da ima otrok problem in da rabi pojesti, potem je večja verjetnost, da bo otrok sledil, a ne, pa v bistvu nekako stopnjujemo, a ne, z enim suportom vabimo in na pogovore in otroka in starše, v bistvu naslavljamo tudi v bistvu te posredne reči, ki so pripeljale do tega. Kot sem prej rekla, razlogi so različni, a ne, niso samo to, da je, ne vem, prebral neko dieto, pa je to začel, ampak so, se pravi, to neki vzorci, ki izhajajo iz prej, se pravi, raziskujemo, kaj je tisto, kar je pripeljalo
otroka, da se je odločil, da bo nehal jesti, in pol naslavljamo tudi te reči, tako da je en tak, ko bi rekla, tudi multidimenzionalen pristop, ne. Vedno probamo najprej, temu rečem ambulantno, razen če ni izjemno telesno ogrožen, ne, da prehajajo redno, da spremljamo težo, spremljamo napredek, pa tudi v bistvu se pogovarjamo, probamo predvsem pa mladostnika nekako razumeti, ker dostikrat imajo občutek, da jih ne razumemo, da so neslišani, sploh to, kar sem rekla, nekaj jim ni šlo in se v bistvu motnja hranjenja javi kot neka, v bistvu praktično kot neka rešitev za njihove težave, ne. Recimo ne gre jim, zdaj bom tako čisto karikirala, ali v šoli, ali med vrstniki, ali mogoče doma, ali so kakšne druge težave, ne, in se v bistvu motnja hranjenja v tem primeru javi kot rešitev za to svojo čustveno stisko, ne, se pravi, ob tem, ko mu gre vse narobe, ko mu nič ne gre, mu pa nekaj uspeva, ne, in mu daje en tak blazen občutek uspeha, ko bi rekla, da mu pa nekaj celo rata, in pa mu mi to hočemo nekako vzeti, in tukaj je ta v bistvu tudi nekritičnost, mi rečemo temu obdobju medeni meseci, ko ima blazen, bi rekla, kaj en tak haj, v smislu, kako nič ne ratuje, njim pa potem ta zdeva jim pa rata, ne. Tako da probamo pol nekako vse tudi tiste reči, ki ostajajo, ta problem ostaja, to, kar jim ni šlo, in to probamo pol nekako nasloviti, upam, da sem dobro razložila. No, so pa starši pri zdravljenju ključni in z njimi delamo z roko v roki, tudi v bistvu šolo, tudi recimo, če ti otroci ki trenirajo, tudi njih probamo kontaktirati, ker če v bistvu vsi nekako skupaj stopimo, če vsi govorimo enako, bo otrok sledil. S časoma spravi, naslovimo njegova napačna prepričanja in probamo vzpostaviti, ker ima čist napačna prepričanja, kaj je normalno hranjenje, kaj pomeni, in če vsi enako govorimo, bo sledil in v bistvu že pogre pa nekako to malo z roko v roki, če začne počasi jesti, tudi se razpoloženje izboljša, ker v bistvu ob stradanju pride reaktivno do enega depresivnega znižanega razpoloženja in pol se nekako popravi in tudi dobi uvidane, ker ko ne je, če je res sestradan, šola odpade, druženje odpade, veliko stvari odpade in pol nekako posredno jih probamo nekako motivirati, da se jim pa splača jesti, da je hrana gorivo, da lahko potem vse te reči delajo, pa da se tudi potem mi lažje pogovarjamo o stvarih, ki jih pa ga mogoče motijo. Tako.